Predstavil bi vam dva projekta, ki jih izpeljuje slovenski e-forum, in sicer to je Preklopi na sonce in 100% samozadostne skupnosti iz obnovljivih virov energije. Takole izgleda spletna stran projekta Preklopi na sonce. Bomo potem šli tudi direktno na spletno stran. Za vsak dan zjutraj ob 6. uri objavimo podatke za 7 lokacij v Sloveniji, koliko odstotkov električne energije oziroma potreb po topli sanitarni vodi bi pokrilo 4-člansko gospodinjstvo iz 4-kilovatne fotovoltaične elektrarne na svoji strehi oziroma iz 6 kvadratnih metrov zbiralnikov sončne toplote. To je del evropskega projekta, v katerem trenutno sodeluje 10 držav. Oni imajo še podatke za veter, mi tega v Sloveniji še nimamo oziroma nimamo. In gremo na tole zdajle, da se povežemo in da vidimo, kako je to izgledalo včeraj. Včeraj je bil četrtek, prejle smo imeli podatke za predvčerajšnjem. V glavnem, da ne bomo izgubljali časa, te podatke recimo potem na tedenskem nivoju vsak ponedeljek objavlja Večer na svoji strani o okolju. Jaz moram reči, da so recimo podatki zanimivi, kljub temu, da je slabo vreme ali pa megla ali pa tako naprej, ko se podatki eno z drugim pogleda in se potegne mesec skupaj, je zadeva silno zanimiva. Projekt bo trajal še kakšno leto in zdajle poskušamo iz vremenskih napovedi tudi ne poročati samo za nazaj, ampak napovedovati. Recimo 3-dnevne vremenske napovedi so že dosti zanesljive in na podlagi tega lahko rečeš, ne vem, v prihodnjih 3 dnevih rajš perite perilo, ne, jutri ali pa pojutrišnjem popoldne, kakor danes, ne, ali pa jutri, ne. Skratka, skušali bomo že dajati tudi neke nasvete. To je en projekt. Zdaj me je pa vrgel gor. Evo, no, to je spletna stran, podatki za včeraj. Glejte, recimo v Mariboru je včeraj bilo sonca za 168% elektrike, v Ljubljani rečemo za 84%, Novem mestu za 91%, pa imamo Portorož, pa Novo Gorico, pa Lesce, pa še Energije 2013. Noter so predstavljene zmagovalne občine iz lanskega leta. Ta projekt ima dva dela. Eno je bolj strokoven del, kjer pomagamo občinam oziroma skupnosti, in to pomeni lahko tudi več občin, konkretno recimo 3 občine Miranske doline, Šentrupert, Mokronog, Trebelno in Mirna, da naredijo skupen lokalni energetski trajnostni koncept v smislu, da se naredi energetska bilanca in da se poskuša iz lokalnih virov te potrebe čim bolj pokriti. In drugo je Liga prvakov obnovljivih virov energije, to je ta brošurica, ki ste jo dobili. To tekmovanje smo mi povezali z razpisom energetike.net, energetsko učinkovita občina. V lanskem letu smo prilagodili vprašalnik in zbiranje podatkov evropskim normativom, tako da v tejle brošurici še ni slovenskih občin, medtem ko v letu 2014 pa že bodo. In glede na podatke, ker sem pač bil v komisiji, ki je ocenjevala rezultate, mislim, da bi lahko občine Ptuj pa občina Krško recimo
glede na rezultate, ki smo jih lani od njih dobili, se v lanskem letu uvrstili na drugo mesto v svojih kategorijah, ne ravno na prvo mesto. In tako da letos bomo lahko sodelovali in tudi bili na razglasitvi, ki bo v tednu trajnostne energije v juniju mesecu v Bruslju tudi spodobno zastopani. Tlele bi vas opozoril v tejle brošurci na eno zgodbo, namreč med temi absolutnimi zmagovalci so občine, torej Avstrija, iz Avstrije, Nemčije in Francije, ki imajo od 1700 do 2500 prebivalcev. Zgleda, da so take občine tudi organizacijsko najbolj ali pa bolj učinkovite. Mislim, mi bi pa pri nas kar na počez ukinjali zadeve, ne da bi se poglobili, ali je neka skupnost učinkovita, ampak mi bi kar potegnili črto pa rekli, ne vem, do sem ploščice naprej bomo pa pleskali, ne vem. Zadeve je treba malo drugače obravnavati in če zunaj lahko majhne občine funkcionirajo, je treba potem pogledati, zakaj zunaj lahko, zakaj pa pri nas ne. In videti, kje so tiste koristne stvari, ki se jih lahko naučimo in jih potem tudi ustrezno prenesemo v svoje sredine. No, znova je 10 držav, znova je 12 okoljskih organizacij. No, predvsem pa je želja, da se bi čim več naših občin povezali v konvencijo županov. To je pa zdaj že kar okrog 5000 občin Evrope povezanih. V Sloveniji je v zadnjem letu naraslo število 12 na 18 občin. Bistvo je, da si občine med sabo pomagajo pri dopolnjevanju recimo slovenskih lokalnih energetskih konceptov v trajnostne energetske akcijske načrte, pomeni, da izdelajo tudi bilanco izpustov ogljikovega dioksida in da potem se načrtujejo ukrepi, kako te izpuste pač zmanjšati na evropske cilje do leta 2020 in nadomeščati z lokalnimi obnovljivimi viri, skratka, da se tudi občine začnejo resno ukvarjati z svojo lokalno energetiko. No, glede tega tekmovanja sem povedal, no tukaj bi moral opozoriti na naslednjo zgodbo, da je slovenska statistika, torej energetska statistika, ki jo dela Statistični urad Slovenije za kakršnokoli resno načrtovanje na nivoju občine popolnoma neuporaben. Vsi podatki so agregirani na nivoju Slovenije, nimamo jih niti razdeljenih na regije, kam šele na občine. To je prva zadeva. Druga zadeva je, da nimamo, potem, ko smo šli gledati podatke oziroma, ko občine zbirajo podatke, ni podatkov o površinah, torej kolektorjev sončne energije. Ne vemo. To se dela po občutku. Potem nek podatek je iz 2 let star iz EU tega opazovalca, observerja, ampak je izračunan na količini prodanih, torej na prodajni količini za celo državo površin in to je nemogoče potem razdeliti po regijah ali pa po občinah. Enako velja za moč toplotnih črpalk. Je agregirana na nivoju, torej, ki so ga dali prodajalci oziroma uvozniki in tega spet ta podatek bi bil zanimiv na nivoju planiranja v občinah, je popolnoma neuporaben. Skratka, ena od zadev, ki jo moramo, mislim, če zadeve uravnavati, ravnati za njimi, ukrepati, potem moraš imeti vhodne podatke ustrezne, tega pa naša državna statistika ne daje in tudi recimo
Zdajle sem pregledoval 12 lokalnih energetskih konceptov, spet od izdelovalca do izdelovalca se razlikuje, obdelane so morda torej javne stavbe še kvalitetno, zasebna stanovanja, okolikor gre za večstanovanjske objekte, kjer so zbirne podatke dajali upravitelji stavb, ja, če gre za naselja individualnih stavb, torej hiš, teh podatkov ne dobiš, da bi bili uporabni. Podjetja so se odzivala na ankete ali se niso in so energetske bilance občin, mislim, take, da ne vem, delane, kot da bi se šli slepe miši, no, z zavezanimi očmi. No, in še eden cilj tega projekta je, torej v Franciji se začela širiti in je, mislim, v 7-8 državah Evropske unije dost razširjena organizacija Ruraner, to je mreža malih podeželskih skupnosti za energetsko nevtralnost. Mi želimo ustanoviti kot obliko civilne družbe klube za energetiko na podeželju. V prvi korak je, da bi povezali strokovnjake in tiste, ki jih zadeva zanima, kot en del torej kot del civilne družbe v tistih sredinah, kjer so organizirane lokalne energetske agencije. Skratka, da bi tam, kjer se že nekje organizirano proučuje recimo delovanje občin na energetskem področju, da bi se pa tudi civilna družba organizirala, recimo tako, kot smo slišali, mlade iz Brkinov, skratka na njihovem koncu dela goriška lokalna energetska agencija in recimo tako zgodbo tega vetrnega polja bi bilo dobro tudi ne na nivoju vročega ozračja zainteresiranih kapitalsko, pa tistih, ki se bojijo, da jim bo, ne vem, dejansko šumelo v ušesih, ampak da se skuša ena zadeva malce iz različnih kotov osvetliti, videti in potem pride do neke ustrezne za vse sprejemljive odločitve. Tukaj imamo po naših občutkih premalo možnosti in civilna družba pa praktično sploh ne, ampak prihajajo potem samo civilne iniciative, ki se pa dostikrat obravnavajo kot skupine ekstremistov, po domače povedano. No in to je to. Skratka, to so projekti, ki jih trenutno vodi Slovenski e-forum. Povedal bi pa tudi, da smo zdajle za naslednji 2 leti v okoljskem centru se zavezali, da bomo imeli 2krat po 7 diskusij na temo, torej v letošnjem letu nacionalne, torej slovenskega energetskega koncepta in novega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost do leta 2020, ki mora biti objavljen. V naslednjem letu pa tudi delavnice o tem, kako naj bi porabljali na področju energetike kohezijska sredstva iz naslednje 7-letne perspektive.